O novem slovenskem prometnem učbeniku, komentar dneva, slovenski literarni zločinec Matjaž Pikalo. V želju po izboljšanju sobivanja na slovenskih cestah je nastala ideja po osveščevalni akciji voznikov in drugih udeležencev v prometu. Zdrava pamet svetuje. V času prednovoletnih obdarovanj lahko podporniki akcije svojim poslovnim strankam zaželijo sreče v naslednjem letu tako, da podarijo življenje. Vozil in voznikov je vsak dan več. Vozila so zmogljivejša, vozniki so iz dneva v dan bolj nejevoljni, nestrpni in posledično vse manj tolerantni do soudeležencev v prometu. Akcije osveščanja voznikov so omejene sredstvi, ki sicer prihajajo iz žepa davkoplačevalcev, ta istih voznikov. Nesreč in skoraj nesreč je čedalje več. Z akcijo Zdrava pamet svetuje bodo vozniki na različne načine opozorjeni na nevarnosti, ki jih lahko s svojimi ravnanji povzročijo. Partnerji v projektu bodo omogočili medijsko izpostavljenost, pripravljeni pa so tudi različni komunikacijski elementi, ki bodo k pameti pozivali na nenavadnih mestih. Poleg osnovnih komunikacijskih elementov je v pripravi tudi bonton za voznike s podizdajo za najmlajše, zaradi njih vendarle gre, in spletna stran. Partnerji bodo lahko sodelovali tudi pri pripravi stenskega ali žepnega koledarja. K sodelovanju so vabljeni vsi, ki bi na kakršenkoli način želeli prispevati k osveščanju o prometni varnosti. Naj za konec preberem še odlomek iz bontona, smem? Tako ti bomo zrezali. Kar. Varnostni telovnik. Naj tega ne bo nerodno obleči, češ, da ni po zadnji modi. Oblečen van boš pri nezgodi že oddaleč viden, lahko boš popolnoma brez strahu, da ti kdo ne odpihne ta zadnje. V fitness kaj hodiš? Ne.